gradnja hiše ali obnova stare namestitve. V obeh primerih se je najbolje posvetovati s strokovnjaki in najprej urediti vso potrebno dokumentacijo. Predtem pa seveda preveriti prihranke. Možnosti za varčevanje je res veliko. V Sloveniji sta v preteklosti bili najbolj razširjeni investiciji na naložbo nepremičnine in pa bančne depozite. Bančni depoziti niso danes več aktualni zaradi ničelnih obrestnih mer. Posledično vam bo inflacija ta denar na banki iz leta v leto ga vse bolj razvrednotila. Zdaj, kaj to pomeni, samo vprašajte se oziroma spomnite se, koliko ste plačali za kavo pred 20 leti in koliko ta kava stane danes. Tako si mogoče lahko najbolj plastično ponazorite, kaj se bo dogajalo z vašim denarjem na banki ob trenutnih razmerah. Če pa pogledamo sliko malo širše in se ozremo po svetu, pa se lahko prepričamo, da je najbolj razširjena oblika varčevanja definitivno vzajemni skladi. Število vzajemnih skladov iz leta v leto skokovito narašča in če pogledate zadnjo številko, če se ne motim, je krepko čez 120,000 vzajemnih skladov v svetu in to je pa kar lep podatek. Preden sploh začnete z gradnjo, je treba pogledati, ali je parcela zazidljiva, urediti soglasje in plačati komunalni prispevek. Sledi oddaja vloge za gradbeno dovoljenje. Korak po korak, podobno kot pri naših financah. Ja, nikoli ni prepozno oziroma prezgodaj začeti varčevati, namreč prej, ko začnete varčevati, prej bo začel obrestni račun delati za vas in za vaš denar. V vzajemnih skladih lahko varčujete tudi na krajše časovno obdobje, je pa res, da vsem res toplo priporočamo vlaganje na daljše časovno obdobje, namreč dolgoročno varčevanje vam omogoča večjo verjetnost za višje donose. Ob vmesnih kratkoročnih korekcijah pa predlagamo dodatna vplačila in s tem pridobite dodatno premoženje in konec koncev ste deležni učinka metode povprečnega stroška. Temelje za varčevanje postavimo zgodaj, da bomo v prihodnosti lahko uresničili svoje želje, kupovali, obnavljali in gradili. Na Triglav skladih namreč imamo 18 vzajemnih skladov, tako da verjamem, da bo vsak posameznik našel za sebe ustrezno kombinacijo skladov. Smo se pa tako kot večina uspešnih podjetij zelo uspešno prilagodili novim razmeram. Namreč preteklo leto smo predstavili kar 4 nove vzajemne sklade, ki so odgovor na nove potrebe naših investitorjev. Z novimi skladi stavimo na največje tehnološke gigante, stavimo tudi na družbeno odgovorna podjetja in pa tudi na inovativne in sodobne strategije investiranja. Prav tako se je pri gradnji priporočljivo obrniti na strokovnjake, kot so arhitekti in gradbeni inženirji, da bo vse teklo kot mora. Saj veste, kamen na kamen palača. Če si postavimo cilj, koliko denarja želimo privarčevati v določenem obdobju, je precej lažje. Če bi vsak mesec vlagali 50 evrov v obdobju 5 let, bi lahko privarčevali okoli 3400 evrov. V 10 letih približno 8000 evrov. V 30 letih pa okoli 48 000 evrov. Takšno vlaganje lahko uredite preko spletne ali mobilne aplikacije.